Torej, spoštovana gospa in spoštovani gospodje, pozdravljeni na današnji novinarski konferenci predsednice Nove Slovenije, gospod Ljudmile Novak. Spregovorila bo na temo predloga oziroma imenovanja Zvonka Fišerja za vrhovnega državnega tožilca. Predsednica, izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni. Naj takoj na začetku povem, da v Novi Sloveniji odločno nasprotujemo imenovanju Zvonka Fišerja na funkcijo generalnega državnega tožilca. Znano je, da je kandidat uspešno kazensko preganjal 2 duhovnika in pa tudi gospodinjo zaradi postavitve križa ob Breznu pobitim med 2. svetovno vojno. In oba duhovnika sta bila na njegov predlog tudi obsojena, medtem pa, ko je bila ta gospodinja na podlagi mnenja psihiatra oproščena. Po obtožnem predlogu Zvonka Fišerja je gospodinja Amalija Jereb, navajam njegovo obtožbo, dala postaviti 2,5 metra visok spomenik v obliki križa v februarju 1944 tamkaj likvidiranim narodnim izdajalcem, kar pa ni bilo nikoli dokazano. Po Fišerjevem obtožnem predlogu je to storila z namenom, citiram, da povzroči vznemirjenost državljanov in zmanjša njihovo zaupanje v ukrepe državnih organov. No, kot sem dejala, nikjer ni bilo dokazano, da so to bili narodni izdajalci, pač pa žrtve komunistične revolucije. In pa v Novi Sloveniji tudi menimo, da tudi sedanja slovenska vlada s takšnimi imenovanji v demokratični državi povzroča vznemirjenost državljanov in zmanjšuje njihovo zaupanje v ukrepe pravne države. Torej, sedaj ta vlada dela prav isto, kot je v svojem obtožnem predlogu navajal Zvonko Fišer. Povzroča vznemirjenost državljanov in zmanjšuje njihovo zaupanje v ukrepe pravne države. Žal se takšna dejanja vznemirjanja slovenskih državljanov večkrat ponavljajo, kar dokazujejo primeri Ertl, Masleša, tudi dopuščanje Titove ceste na novo v Ljubljani. Zvonko Fišer je v obtožnem predlogu celo zahteval, da se Amaliji Jereb odvzame križ kot predmet kaznivega dejanja, kar se je sodbo tudi zgodilo. Na tem mestu naj poudarim, da se tudi jaz kot kristjanka potem čutim ogroženo, če bo generalni državni tožilec nekdo, ki je v prejšnjem sistemu preganjal križe in jih celo odvzemal. No, znan je tudi primer, ko je Zvonko Fišer v vlogi javnega tožilca v Novi Gorici avgusta 1982 podal predlog, da se 16-letnemu državljanu iz Renč izreče primeren vzgojni ukrep, ker je storil kaznivo dejanje žalitve Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ta mladoletnik je namreč popisal prometne znake in pa krajevne napise z grafiti in sicer je napisal Jugo Merda, torej sranje, smrt komunizmu, naj vsi crknejo dokončno morilci, biki, asazini, objavci in tako naprej. Fišer je predlagal vzgojni ukrep izrek strožjega nadzorstva organa socialnega skrbstva in to je potem sodišče tudi izreklo temu mladoletnikom. Sama menim, da mu morda lahko štejemo to celo olajševalno okoliščino, da temu mladoletniku sodišče ni izreklo še kakšnega hujšega ukrepa ali obsodbe. Seveda, pri tem se v Novi Sloveniji zavedamo, da pač režim, v katerem smo živeli, je bil totalitarni komunistični režim in njemu so bili podvrženi tudi sodniki in tožilci. Ne strinjamo pa se s tem, da se gospod Fišer ni distanciral od teh ukrepov oziroma kršenja človekovih pravic v preteklosti. In bi se moral zavedati, da sam kot izvrševalec takega kršenja ne bi smel kandidirati na tako pomembne funkcije. V slovenski zakonodaji poznamo lustracijski člen, to je 8. člen zakona o sodniški službi,
ki pravi, da sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so bile sodbo kršene temeljne človekove pravice, po izteku mandata ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo. Menimo, da bi moralo isto načelo oziroma lustracijski člen veljati tudi za opravljanje funkcije državnega tožilca, toliko bolj za generalnega državnega tožilca. S tem imenovanjem se bo znova rušilo zaupanje državljanov v pravno državo. V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo potrebno nemudoma spremeniti zakonodajo tako, da bi lustracijski člen, ki velja za sodnike, veljal za vse kandidature na funkcije v pravosodju. In ta člen je bil kršen tudi leta 1998, ko je bil gospod Fišer že imenovan za ustavnega sodnika. Torej, takrat se je pa ta člen že kršil. Sedaj, ko je predlagan za državnega tožilca, sicer tega člena ni, nujno pa bi moral biti zapisan v slovenski zakonodaji. No in tudi poročilo, za katerega smo slišali pred kratkim in ga je naročila Evropska komisija, torej poročilo o razmerah v državah Evropske unije, glede zavesti o zločinih komunizma. V tem poročilu je prav tako zapisano, da imamo v Sloveniji še vedno sodnike iz prejšnjega režima na funkcijah. In zato menimo, da bi res bilo nujno potrebno, da se zakonodaja spremeni. Torej, očitno je ta zakonodaja pomanjkljiva in zato v Novi Sloveniji bomo naredili vse, da bi se ta lustracijski člen vnesel v zakonodajo tudi za generalne državne tožilce oziroma za druge funkcije v pravosodju. In vsak nosilec funkcije oziroma kandidat za to funkcijo mora paziti na videz nepristranskosti. V tem primeru ne moremo govoriti o nepristranskosti Zvonka Fišerja, saj je evidentno, da je s svojimi obtožbami kršil človekove pravice, ko je podpiral komunistični totalitarni režim. In v primeru izvolitve Zvonka Fišerja na mesto generalnega državnega tožilca se potrjuje znana praksa aktualne vlade, da ne želi obsoditi totalitarnega komunističnega režima. Ravno nasprotno, celo nagrajuje tiste, ki so za ohranitev totalitarnega komunističnega režima kršili človekove pravice. In od kandidata na funkcijo generalnega državnega tožilca bi pričakovali vsaj distanciranje od zločinov komunizma oziroma obsodbo le-tega. Najmanj, kar bi moral storiti, pa je to, da bi obžaloval svoja dejanja oziroma kršitev človekovih pravic. In ta primer znova kaže, da ima naša vlada dvojna merila pri spoštovanju človekovih pravic. Na eni strani se to vedno znova poudarja, kako ta vlada želi spoštovati človekove pravice, na drugi strani pa, ko gre za primere očitnega kršenja človekovih pravic v preteklem režimu, totalitarnem komunističnem režimu, jih pa dosledno zagovarja oziroma spregleda. Torej, to je glavno sporočilo Nove Slovenije.